Leta 2019 so učenci pomurskih osnovnih šol, ki izvajajo interesno dejavnost prekmurščina, obiskali Porabje in vrstnike iz tamkajšnjih šol. Ob tem so se dogovorili za povratno ekskurzijo porabskih otrok z dvojezičnih osnovnih šol Gornji Senik in Števanovci v Prekmurje. Po 2 letih zamika zaradi pandemije COVID je do te naposled le prišlo. Prekmursko društvo Generalmajster Murska Sobota v sodelovanju z ustanovo dr. Šihtarjevo fundacijo Petanjci jo je organiziralo minuli teden. Veseli smo, da v tako lepem dnevu, pomladnem cvetočem vrtu lahko gostimo naše osnovnošolsko mladino iz Porabja. Namen seveda je druženje, živo druženje, to, da prisluhnejo eden drugemu, da pokažejo svojo ustvarjalnost, ki je vezana na prekmurski jezik. Vemo, da so bili Porabci kar dolg čas ločeni z železno zaveso od svojega matičnega jezikovnega prostora, zato so take civilno-družbene pobude ne samo institucionalne, torej tudi civilno-družbene pobude zelo pomembne, da zapolnijo ta prostor in da omogočijo, se pravi, trajno vzpostavljanje teh vezi med ljudmi, ki govorijo torej en jezik, prekmurski jezik, ki se potem razumejo med sabo. Seveda je pa prekmurščina v današnjem globalnem svetu ogrožen jezik in moramo poskrbeti tudi za to, da ta ogrožen jezik ne bo z leti tudi izginil. Otrokom smo se pridružili v vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih, kjer so se učenci porabskih in pomurskih šol, ki izvajajo interesno dejavnost prekmurščina, predstavili s kratko točko, seveda v prekmurskem jeziku. Pred in potem pa so se učenci potepali po Pomurju. Začeli smo pravzaprav v Gornjem Seniku. Danes zgodaj zjutraj tudi naša generalna konzulka Metka Lanšek je bila prisotna na dogodku, potem tudi ravnateljica osnovne šole, ki žal zaradi službenih obveznosti ni mogla priti s svojimi učenci semkaj. Potem smo začeli na osnovni šoli Tišina, kjer so porabski otroci videli, kako pravzaprav diha in živi neka, bi rekel, vsakdanjik na neki osnovni šoli to stran meje. No, sedaj smo imeli čudovit program tule v tem prelepem okolju vrta spominov in tovarištva. Slišali smo, kaj so pripravili, skeče, govor, petje in tako naprej. No, sedaj pa gremo nekaj pojesti in pozneje seveda nekaj, bi rekel, modernega. Peljemo otroke v Expano, da doživijo tudi tisto, bi rekel, lepo okolico tistega objekta in seveda vse te sodobne vsebine, ki so tam predstavljene. Učence je pred ogledom osnovne šole Tišina pozdravil ravnatelj Janko Durič in ob tem izpostavil. Zelo ponosen sem, da lahko peljemo interesno dejavnost prekmurščina. Da gočimo po domače tudi in da nastopamo v naši domači reči. Pri meni se zdaj to dogaja, da mi odnese na slovenski knjižni jezik, potem pa se spomnim, da je fajn, da povem tudi kaj v domanjem jeziku. Jeziku vaših dedkov in babic v Porabju. Je pa res, da je porabščina v 50 letih, odkar smo nekako imeli to mejo na Goričkem, tam med Martinjem in Čepinci napram Verici, Ritkarovci, pa potem Gornjemu Seniku, tako železno, se tudi ta jezik, to narečje, če tako rečemo, spremenil. V slavističnem društvu Murska Sobota kar rečemo, da je to pa jezik, da je prekmurščina več kot samo narečje, ne? Tako da je to spoštovanje do tega jezika nam zelo pomembno. Pozdravne besede je zbranim namenil tudi župan občine Tišina Franc Horvat. Ves
matice z svojimi, kako rekel, manjšinami izven meja je zelo pomembna, saj se potem tudi krepi slovenski prostor, zato se v moje imenu in verjetno tudi imenu lokalne skupnosti lahko tudi v imenu države zahvalim Prekmurskemu društvu generala Majstra, osnovni šoli Tišina in ustanovi dr. Šifterjeve fundacije, da v bistvu to vez manjšine z matico krepijo in upam, da bo v tej nalogi tudi vztrajali. Lokalna skupnost kot občina Tišina podpira te dejavnosti in upamo, da se bo ta vez še naprej krepila. Nenazadnje je to zelo pomembno za ta naš slovenski prostor. Tako da iskreno dobrodošli in upam, da boste še večkrat obiskali ne samo občino Tišina oziroma osnovno šolo, temveč tudi druge kraje, ker včasih tudi mi Slovenci, ki tukaj živimo, premalo poznamo Slovenijo, še posebej pa našo manjšino, kot je Porabje, mnogokrat se o njem govori, ampak premalokrat ga poobiščem, tako da še enkrat iskreno dobrodošli. Pred našo kamero smo ujeli Vaneso Šujič, učenko dvojezične osnovne šole Jožefa Košiča Gornji Senik, ki je na vprašanje, ali razume slovenski jezik, odgovorila. Tako. Razumem malo, ampak nisem najboljša, to jaz tudi vem, ampak rada se učim slovenščino in upam, da bom še boljša. Sicer pa ji, kot sama pravi, domanja reč gre bolj z jezika. Ja, domanja reč, to učimo z mojo babico, da poletje je in grem ta gor, potem celi teden govorimo in potem sem že tako, da grem domov in če nekdo mene vpraša v madžarščino, ne morem govoriti, ker že avtomatično prekmurščino govorim. Vanesa se je predstavila tudi z eno posebno glasbeno točko. Naredili smo program, jaz sem tudi nastopala, jaz sem pela prekmursko himno. Ta himna je po domanjem reči. Mi tako učimo. Prekmurska himna je zvenela tako. Živijo ajsa ljudstva, ki žmetno čakajo na den. Do prek popolti sunca, sveta zagnani bo nemir. Brak dobov, ko golob, vrak ne da soused zamejal. Brak dobov, ko golob, vrak ne da soused zamejal. Ekskurzije se je udeležila tudi Vanda Krajcar, prav tako učenka dvojezične osnovne šole Gornji Senik. Ja, rada govorim slovenščino in rada se učim. Doma bolj učimo v porabščini. Vanda se je predstavila s pripovestjo o tem, kako je Bog porabske Slovence ustvaril, to sem naučila in sem pripovedala. Mati imela veliko otrokov in je prestrašila, da Bog pride in kaj bo povedal, da toliko otrok ima. Pravi Slovenci, tisti, ki pa so ni blagoslovljeni, mi smo porabski Slovenci. Tudi učenci osnovnih šol Beltinci, Fokovci, Grad, Kobilje, Sveti Jurij in Tišina so pripravili zanimiv program. Tukaj smo vajeni že od malega, z vrteca, te se šolsko drži. Znamo spevati, plesati, pa kakšni skeč učpilate, kot pesmilitne gočimo. Mursko-soboška enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je prav tako ena izmed institucij, ki si prizadeva za to, da slovenska in prekmurska beseda ostane živa med manjšinami onstran meja. Meni se zdi taka pobuda pa tako sodelovanje zelo pozitivno, se tudi strani Zavoda za šolstvo, mi pokrivamo tam tudi dvojezično šolstvo, to je Doš, Gornji Senik in Števanovci, tudi naša svetovalka za šolstvo narodnost tam zelo dobro sodeluje z
z ravnateljicama in se mi zdi pomembno, da porabski učenci imajo možnost stika z govorom, ki je v naši državi in na ta način ne pozabljajo svoje korenine, razvijajo svoj jezik, svoj dedkov, babic in se mi zdi tako sodelovanje nujno in tudi zelo potrebno. Organizatorji ekskurzije se bodo tudi v prihodnje s takšnimi in podobnimi dogodki trudili ohranjati prekmurski jezik in povezovati Prekmurce in porabske rojake.